Živijo v novem vlogu. Evo, mi danes še zadnje opravke zrihtamo, moramo iti v trgovino, vodo napolniti, v lekarno moramo še nekaj iskati, pa nekaj na pošto nesti, pa mislim, da smo končno zaključili z vsemi opravki. Ja, končno, jutri imamo trajekt popoldne iz Genove v Maroko, ki se ga že ful veselimo, tako da v bistvu gremo tudi zdaj v trgovino za to, da kupimo hrano za na trajekt, ker je pač ful draga, če tam ješ v restauracijah. Trajekt namreč traja 3 dni, oziroma od sobote popoldne do ponedeljka zvečer. Tako da bom mogla nekaj jesti, pa so si kupila tako šalčko, ki jo vštekaš 3 deci veliko v elektriko in se greje vodo, tako da si bova kakšen kuskus ali pa kaj takega s sabo vzela, da si bova lahko sama skuhala. Ful velike zaloge si pa za Maroko sicer ne moramo narediti, zato ker v teh par dneh na trajektu bomo mogli imeti ugasnjen hladilnik, tako da bova lahko zdaj kupila samo pač te suhe stvari, razne makarone in to, ostalo bomo pa pač mogli najti v Maroku. Ja, ampak itak računava, da bo tudi v Maroku cenejše, tako da verjetno si v nobenem primeru ne bi glih take zaloge delala, kakor ko sva recimo Turčijo zapuščala. Tale parking pred Genovo sva zbrala zato, ker je blizu Genove, logično, ampak ni bil to edini razlog. Drug razlog je tudi to, da je v tej vasi ena pizzerija, kjer ne bi imeli dobre pice, ampak je ne vem zakaj zaprta, zdajle en teden in niso mogli dobiti pice. So pol tukaj ene lokalce vprašala in so nama dali številko od dostave in so nama zdaj z obale dole ene 5 kilometrov stran je ena pizzerija in so nama glih kar dostavili teli 2 margeriti. Tako da že se veseliva zadnjega večera v Evropi in upam, da bo tudi tale pica dobra. Včeraj zvečer sva potem se spakirala, kar rabimo za trajekt. Mislim, da bomo kaj eni osli na tovorjeni gor šli, ampak važno, da nam bo udobno in prijetno naslednje 2 dni na trajektu. Zdajle se vozimo že proti Genovi, do tja imamo nekih 30 kilometrov in glede na to, da zunaj res ful dežuje z občasno sodro, mislim, da je res skrajni čas, da gremo v Afriko in zapustimo tole deževno Evropo.
smo se že udomačili na trajektu, soba je kar v redu, tudi svojo kopalnico imamo, tako da smo se oba že z vrelo vodo tuširala kar nekaj časa, ker v kemperju vedno šparava z vodo, tako da po 3 letih je kar pasal. Postelje so udobne, šnopka ima tudi tlele svoje kraljestvo, tako da mislim, da je tudi zadovoljna. Drugače pa trajekt ni nič kaj drugačen od ostalih, edino to, da je večji. Tako da ja, upamo, da bo mirna noč, napoved je zelo dobra, ne bi bilo nič valov, pa nič vetra, pa tudi skozi naj bi bilo sonce do ponedeljka brez oblačka, tako da mislimo, da bomo v redu spali. Sva se pa tudi že najedla, ker sva rogljičke imela s sabo, pa skuhala sva si kavo v onem lončku, tako da preverjeno deluje. Tako da ja, mislim, da ne bo nam nič hudega naslednje 2 dni. To noč se nisva glih dobro naspala, čeprav sva bila ful utrujena in sva šla spat že okoli 10, ampak imajo te kabine zelo švoh stene, tako da se vse izposod okrog sliši, vsak WC, vsak smeh, vsak govor. Tako da sva spala mogoče od kakšne polnoči do 6, ker pa če eni grejo pozno spat, drugi se zgodaj zbudijo. Vmes smo se še 1-2 uri ful majali, ne vem, kaj je to prišlo, ampak to, da so se v omari obešalniki vozili levo, desno. Tako da ja, noč je bila kar zanimiva, ampak ja, zdaj pa že jutro, zunaj je kakor tako redo vreme, zdaj si bo tukaj čaj skuhala, tole sam pritisneva in se bo segrel na 100 stopinj. To je pa to, pa bomo videli, upamo, da bo danes šlo hitro okrog ta dan in da se nam ne bo preveč vleko. No, to noč sva se pa boljš naspala kot včeraj, v bistvu sva spala po mojem od kakšne 10 zvečer pa do 8 zjutraj. More je bilo celo noč mirno in tudi teli najini sosedi, ki so bili včeraj kar glasni, so se kar nekako umirili, tako da ne vem, a jim je bilo slabo ali so že malo utrujeni, ampak v vsakem primeru so bila midva kar zadovoljna. Nama je pa tudi drugače včerajšnji dan ful hitro minil, ker naenkrat je bila ura, ne vem, 8 popoldne oziroma zvečer, je bil čas že za sončen zahod, tako da sva zvečer še malo na palubi sedela, tako da sva malo opazovala zvezde in je bilo kar lepo, no, tako da je pa res hitro šlo. Danes je pa zdaj ura, mislim, da 12, čaka nas pa še 9 ur plovbe in upava, da bo tudi to hitro minilo.
Juhu, smo v Afriki! Tale plovba se nama res ni nič vlekla, vse skupaj je trajala okrog 50 ur, kakšno uro prej smo celo pripluli. Ampak v resnici se nama res niti 1 ura ni vlekla, skozi je bilo nekaj zadelati, tako da na koncu nismo niti računalnika odprla, da bi kaj pogledala. V bistvu so na ladji tudi že papirje uredila, to ima ful dobro zrihtan, gor imajo že policijo in carino, tako da vse tam urediš in za avto in štempelj v pasuš sva že gor dobila. Ja, tako da potem, ko smo prišli dejansko v Maroko, niti pol ure nismo rabili ne na carini, ne na policiji, ne nikjer. Samo pokazali smo pasoše pa en listek za avto, carino, ki smo ga že dobili na ladji. Tako da je vse gladko šlo, nič niso pregledovali kemperja, ker ne je skrbeli, da bojo ga okrog obrnili. Tako da ja, smo zadovoljni, da smo tukaj končno. Prespali bomo glih malo ven iz porta, v bistvu na enem parkirišču, tle še ob morju. In ja, jutri nadaljevali dan zares, oziroma začeli dan zares v Maroku, da se ne bomo danes tle po noč okrog vozili. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!